Sicer pa takole, kot se srečamo, takole konec leta, se ponavadi primerno je pogledati nazaj na preteklo leto, kaj se je zgodilo. In zagotovo lahko rečemo, da nam je bolezen modrikastega jezika kar zaznamovala letošnje leto. Že februarja, se pravi na začetku, ko smo izgubili status države proste bolezni, no pol pa še bolj julija, ko smo dobili za nas čisto nov serotip 8 in izjemno dramatično klinično sliko, pa te povečane pogine, predvsem pri ovcah. Na to temo smo že res veliko povedali, tudi izobraževanja smo že imeli o bolezni, veliko smo ozaveščali, veliko je bilo sestankov, tudi brali smo o tem, pa medijsko komunicirali na to temo. Še vedno velja eno in to je, da je bolezen posebna. In to prav zaradi tega, ker jo prenašajo krvosesne mušice. In zato moramo vedeti, iz kje nabavljamo živali, torej iz preverjenih obratov. Je pa poleg tega tudi edini uspešen preventivni ukrep cepljenje. No in ravno zaradi tega je vlada septembra letos sprejela sklep o nabavi cepiva za izvedbo obveznega cepljenja goveda in drobnice proti bolezni modrikastega jezika. In ker se bo cepljenje začelo že takoj naslednje leto na začetku, ker je zelo pomembno, da se živali zaščiti še pred novo sezono aktivnosti vektorja oziroma kroženjem virusa, si res vsi želimo, da to cepljenje poteka čim bolj gladko, s čim manj zapleti in pa pravočasno. Ker namen cepljenja, vemo, je lajšati klinično sliko, zmanjšati škode, pa zaščititi predvsem sektor drobnice in te naše avtohtone pasme. No, zato smo danes pripravili, rečemo temu, strokovno-tehnično predstavitev poteka cepljenja. Tudi nekaj informacij o cepivih boste dobili. Imamo tudi predstavnike dobaviteljev z nami. Predstavili bomo program, kakršen je, in sicer konec decembra bo tudi objavljen, pa da bo javno dostopen. Mogoče je bila oblika kaj drugače, pa boljš, ampak te razprave danes ne bomo odpirali, ker izobraževanje ni temu namenjeno. Vprašanja, ki jih bomo pač dobili, ali pa ne bomo uspeli vsega odgovoriti, ali pa bodo taka, ki pač nimamo ustreznih sogovornikov danes, bomo potem poskušali naknadno vam tudi poslati. Izobraževanje se tudi snema, tako da tisti, ki se niso mogli zdaj udeležiti, bodo prejeli posnetek, oziroma vsi boste dobili na enak način kot vabilo tudi posnetek. Začeli pa bomo, da se malo spomnimo, kako je z boleznijo in kakšna je situacija, da si osvežimo. In to nam bo predstavila kolegica Edrt Maurer-Vernik z uprave, potem pa imamo tudi srečo, da je z nami lahko profesor dr. Malovrh iz Nacionalnega veterinarskega inštituta, ki bo še dodal kaj o bolezni, in pa predstavniki dobaviteljev cepiv. Tako da jaz kar predajam besedo kolegici Edrt Maurer-Vernik, da predstavi situacijo v zvezi z boleznijo modrikastega jezika. Hvala lepa, lep pozdrav vsem. Najprej mogoče par značilnosti bolezni modrikastega jezika glede njenega pojavljanja. V bistvu vse to, s čimer smo se letos srečali v polnem obsegu. Vnos oziroma pojav novega serotipa na določenem območju povzroči enak odziv pri dovzetnih živali kot prvi pojav bolezni. Kljub temu, da smo se z boleznijo srečali že v letu 2016, takrat je bil serotip 4 potrjen in krožil pri nas, je serotip 8 v bistvu letos se pojavil v vsem polnem obsegu, v bistvu točno to, kot da je to bolezen prvič nasploh ugotovljena. Na samo resnost bolezni vpliva serotip virusa. Poznamo od 1 do, mislim, da 27 različnih serotipov virusa bolezni modrikastega jezika. Serotipi 1 do 24 so vključeni v zakonodajo in to so nekako tipični serotipi. Na resnost bolezni vplivajo dejavniki gostitelja, se pravi, kakšni kondicije je žival, kakšno ima raven imunosti, ali so prisotna še pri mladih živalih kolostralna protitelesa, kakšno je splošno zdravstveno stanje živali, genetski dejavniki, lahko tudi pasma, nekatere pasme so bolj občutljive, starost živali.
pa tudi okoljski stresori. Skratka, veliko je vplival, dejavnikov, ki vplivajo na to, na kakšen način se bo bolezen izrazila. Ovce so običajno najbolj prizadete živali. V regijah, kjer je bolezen prisotna, se pravi v endemičnih regijah, so pogosto tudi edina vrsta domačih živali, ki pokažejo očitne klinične znake. V letošnjem letu se je tudi pri nas bolezen v največji meri odrazila pri ovcah, v dosti manjši meri pri govedu, pri kozah pa posebnosti v bistvu ni bilo. Stopnje obolevnosti, predvsem pri ovcah, se gibljajo tam od 5% pa tudi do 50-75% in več in so v bistvu običajno najvišje, ko se virus prvič vnese v populacijo. Kot sem že rekla, je bolezen odvisna tudi od pasme ovac, nekatere so bolj dovzetne kot druge. Tudi klinični znaki se razlikujejo že pri ovcah, populaciji ovc, kot tudi pri drugih vrstah, na kar vpliva vrsta ali serotip virusa, dejavniki povezani z rejo in pasma. Ko virus postane endemičen, se lahko obolevnost zmanjša na 1 do 2%, za zelo malo pogini v bistvu pade pod stopnjo detekcije, se pravi, da sploh ne ugotavljamo več, da je bolezen prisotna. Če pogledamo situacijo v naši okolici, to je sta zemljevida držav Evropske unije, glede na status posamezne države v zvezi z boleznijo modrikastega jezika. Na levi strani je zemljevid pred sezono bolezni v letu 2023. Vidimo, da je velika večina držav še imela status, to so zeleno obarvane države, še imela status države proste bolezni modrikastega jezika. V Španiji, to je v bistvu edina država, ki ima odobren program izkoreninjanja, je tudi en del bil pod programom. Na desni strani je slika iz letošnjega poletja, čeprav je v bistvu to tudi slika iz začetka sezone modrikastega jezika v letošnjem letu, vidimo, da razen parih izjem so vse države že izgubile status. Poleg tega najnovejša slika, pa razen Finske, Estonije, Latvije in pa Slovaške, druge države so tudi izgubile status. Pojav je bil zabeležen na Severnem Irskem, Furlanija, Julijska krajina in Bolzano v Italiji kot edini prosti regiji sta tudi izgubili status, prav tako Madžarska in pa Litva. Če pogledamo, vsi podatki, ko jih prikazujem, so podatki iz Evropskega sistema za prijavo in obveščanje o boleznih živali. Za bolezen modrikastega jezika, ki spada v skupino, v kategorijo C bolezni, to pomeni, da je za te bolezni lahko države prijavijo program izkoreninjenja oziroma lahko pridobijo status, ampak to so neobvezni programi izkoreninjenja. In prijava bolezni je obvezna v bistvu samo prvih primerov v prosti državi, ko država enkrat izgubi status ali območje izgubi status, prijave niso več obvezne in države ne poročajo. Tako da so bolj to številke orientacijske kot dejansko, ker primerov pač ne vodijo, ker seveda je bolezen prisotna. Se pravi, v letu 2023 so bili pojavi modrikastega jezika, predvsem serotipa 3 na območju Belgije, Nemčije in pa Nizozemske. Takrat je šlo za prvi pojav tega serotipa in tudi škode so bile zelo visoke. In v letu 2023 je prijave bolezni modrikastega jezika prijavila tudi Španija in to serotip 4. Če pogledamo kot odziv na to situacijo, v začetku leta 2024, že vidimo, da so določene države že izgubile status, tudi program izkoreninjanja je zajel skoraj celotno Španijo. V letu 2024 se je situacija še poslabšala, serotip 3 se je razširil malo da ne na celotno območje Evropske unije. Če pogledamo od bliže,
Tale krog okrog Slovenije je v bistvu 150-kilometrski pas. To je območje, na katerem se ob pojavu bolezni, če imamo recimo program izkoreninjenja, izvajajo ukrepi v zvezi z boleznijo modrikastega jezika. In v bistvu to je tudi območje, na katerem bolj podrobno pogledamo situacijo, da presodimo, kaj nas čaka, kaj se lahko razširi k nam. V letu 2024 vidimo, da večino primerov, in to serotipa 4, so prijavili v Avstriji. Tudi serotip 3 se je že pojavil v naši bližini. Serotip 3 je bil razširjen tudi na celotni Evropski uniji. Serotip 8 je bil pa prijavljen samo v Italiji in to na skrajnem zahodu ob meji s Francijo. Se pravi, že ta oddaljenost je zelo velika, zato v bistvu ni vplivala niti na situacijo pri nas. V letu 2025, to je leto, ki se ga bomo najbrž zapomnili, se je začela zgodba odvijati na jugovzhodu Evrope, kjer so prijavili prve primere serotipa 8, ki se je očitno razširil tudi vse do nas. Če pogledamo od bliže, se pravi na zahodu, mi serotipa 8 v sistem nismo prijavljali, zato ker smo že po prijavi serotipa 4 februarja letos je država izgubila status, se pravi, da bolezen je prisotna. Nekaj dni za nami so serotip 8 prijavili tudi v Furlaniji, Julijski krajini in pa na Hrvaškem, tako da je situacija se pač odvila, kakor se je. Če pogledamo, v bistvu zgodba je bila v letu 2016 zelo podobna, o tem bom malo več pozneje povedala. Kot sem rekla, prvič smo se srečali leta 2015, dva laboratorijsko potrjena primera na severovzhodu države pri govedu. Prvi klinični primeri so bili pa pri nas potrjeni v letu 2016. Skupno je bilo potrjenih 27 primerov serotipa 4, vsi na jugozahodnem delu, na Ilirsko-Bistriškem. 13 je bilo izbruhov pri govedu in 14 pri ovcah. In to je isto območje, kjer se je zgodba začela odvijati tudi letos BTV8. Prav tako je pa štirka se v tem času v 2015-2016 pojavljala na Balkanu, tako da začela pojavljati na Balkanu in se razširila do nas. Kot sem že povedala, februarja smo potrdili 2 primera serotipa 4. V juliju, pa potem 18. julija je bil potrjen prvi primer serotipa 8, kar nas je presenetilo, predvsem glede na situacijo v sosednjih državah in pa glede na to, da smo že potrdili serotip 4 spomladi, tako da je bila to nova zgodba. Do 17. decembra smo potrdili bolezen v 161 obratih, 85 obratov z drobnico, 65 z govedom, v 8 obratih s kamelidi, 1 obora z jelenjadjo in pa na 3 lokacijah pri divjih živalih. Vidimo, da je bolezen razširjena čez celotno Slovenijo. Kaj se je dogajalo, veliko več ali manj veste. Povečan je bil pogin, predvsem pri rejah drobnice, kjer je bila smrtnost zelo visoka. V okuženih rejah je dosegala vse do 60%, v povprečju okoli 30%. Pri govedih je bila bolezen manj izrazita, medtem ko pri kozah kakšnega posebnega učinka bolezni nismo zaznali. V obdobju od 18. julija, ko je bil potrjen prvi primer BTV8, je bilo izvedeno skoraj 4-krat več odvozov poginulih ovc kot v enakem obdobju lani. Seveda, ves povečan odvoz, če pogledamo številke, je bil dejansko na račun ovc, ki so najbolj v bistvu ki jih je bolezen najbolj prizadela.
Toliko o sami situaciji. Prosila bi profesor doktorja Malovrha z Nacionalnega veterinarskega inštituta, če še kaj doda, malo pokomentira situacijo, pa tudi mogoče par besed o tem, kaj lahko pričakujemo v naslednjem letu. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, pa hvala lepa za povabilo. Ja, v letošnjem letu smo doživeli ta pravo epidemijo bolezni modrikastega jezika z vsemi tistimi neželenimi učinki. No, in tisto, kar smo zaznali tudi pri nas v laboratoriju, je bilo kar precej nevolje, slabe volje, tudi negativnih čustev v zvezi s poginom pri ovcah, predvsem pri teh ljubiteljskih, družinskih, manjših rejah, kjer je v reji recimo od 8 do 15 živali, in je odnos do posameznih živali bil zelo drugačen in seveda ljudje, lastniki, so bili tudi čustveno zelo prizadeti nad samim poginom, pa potem tudi seveda nad odvozom, kjer je bilo treba malo počakati, je bil pa pogin povečan in dejansko veterinarsko-higienska služba je delala z vsemi svojimi močmi takrat, ko je bilo največ vsega tega. Zdaj, v letu 2024 je bil virus majčkeno drugače poimenovan, tudi družina, v katero spada virus, je bila preimenovana. To ne pomeni, da je zdaj kaj drugače, gre samo za poimenovanje, ampak za vas je popolnoma dovolj, če omenjate kar virus bolezni modrikastega jezika, ne glede na tisto novo poimenovanje. Morda bi se dotaknil nekoliko, ali pa osvežil tega, kako poteka laboratorijska diagnostika. Torej, če se na terenu pojavi tak ali drugačen sum, da bi bila to lahko bolezen modrikastega jezika, se pokliče veterinarja in potem veterinar presodi, oziroma v primeru, da je zadeva diferencialno diagnostično jasna, se potem odzame najprej običajna kri, to se pravi v eproeto, kjer kri koagulira, in potem mi v laboratoriju iz tega tekočega dela nad koagulumu določimo specifična protitelesa. Ta protitelesa so v bistvu odziv imunskega sistema na virus in mi na ta način lahko potem posredno rečemo, da žival se je srečala z virusom, in zdaj, če je zdraven, še klinika toliko bolj vse skupaj potrjuje. Podobno se pa dogaja tudi v primeru cepljenja. Saj pri cepljenju oziroma uspešno cepljenje živali imajo prav tako protitelesa v krvi in jih lahko določimo. Tako da v bistvu pomen dokazovanja specifičnih protiteles je bodisi ta, da so živali srečale naraven virus, naravno obliko, divji tip virusa, ali pa da so se srečale z cepivi. Torej, to je tisti glavni namen. No, in če so prisotna protitelesa, pa da žival ni bila cepljena, pa da je prisotna specifična ali pa tudi bolj, bom rekel, ne specifična klinična slika, potem se vzame drug vzorec krvi in to običajno, če ste bili pozorni, vidite, da veterinar vzame v eproeto z vijoličnim zamaškom. Tam noter je pa dodano eno antikoagulantno sredstvo, kjer kri ne koagulira. No, in iz take krvi se potem v laboratoriju določa, ali je prisoten v krvi virus. To pa na ta način, da vidimo, če je njegov genom prisoten v krvi. In zdaj, če je genom prisoten v krvi, mi rečemo, ja, žival je okužena. Prej, ko sem rekel, da so prisotna protitelesa, to pomeni, da se je žival srečala. Zdaj pa, če dokažemo genom, pa rečemo, ja, v živali je tudi virus, ker žival običajno po določenem času, če preživi okužbo, potem iz telesa očisti virus. Torej, če imamo pozitiven primer
oziroma pozitiven laboratorijski rezultat za prisotnost nukleinskih kislin, potem gremo v dodatno laboratorijsko analizo, s katero mi potem pogruntamo oziroma določimo, za kateri tip virusa gre. Mi poznamo več tipov virusa, kar je bilo danes že povedano, torej mi potem določimo tako imenovani genotip virusa. No in letos proti koncu zime je bil določen tip virusa 4, no, tista glavna epidemija, ki je bila, je bil pa določen tip 8. No, v primeru, da se postavi nek sum, da bi lahko žival ponovno okužena, da se zopet pojavlja, recimo, da je bil prvi val, pa potem se je žival pomogla, pa potem drugi val, tudi v takem primeru je potrebno vzeti vzorec krvi, da se določi, ali gre za prisotnost virusa in potem, če je prisotnost, kakšen je tip. Namreč namigovanja se v javnosti, v laični javnosti nekako širijo, da se je pojavila kar dvojna okužba z enim in drugim tipom, zaradi tega, ker so se večkrat pojavila v recimo razmeroma dolgem času klinične znamenja. Klinika, veste, je lahko zelo varljiva, večinoma je treba tako kliniko podpreti z laboratorijskimi rezultati, torej lahko je tudi kaj drugega, da je žival in bila vročična ali pa da so se pojavili kakšne spremembe na sluznicah, je bilo lahko tudi razno kakšna druga okužba. Torej, kadar se pojavi tak sum, je treba obvezno vzeti vzorce za laboratorijsko preiskavo in šele potem, ko so laboratorijski rezultati jasni, mi lahko govorimo, ali se je žival res okužila ponovno z istim ali pa z drugim tipom virusa. Tako da govoriti brez laboratorijskih preiskav ni najbolj smiselno, ker se vnaša med lastnike živali, med nosilce dejavnosti, se vnaša potem dvom, vnaša se nesigurnost, vnaša se panika in to ni primerno. Naj povem tudi to, da v letošnjem letu so bile razmere za razvoj ali pa pomnoževanje virusa v mušicah izredno ugodne. Namreč, če je v živali, ki je okužena, prisoten virus, koliko se vam prej na kratko omenil, da ga lahko dokažemo, in tako žival piči mušica, posesa kri in preleti na drugo žival in tam sesa kri, ni nujno, da se bo bolezen prenesla, če niso ugodni pogoji za razmnoževanje virusa v mušicah. In letos je bilo ravno to. Ravno ti pogoji v celi Evropi so botrovali k temu, da se je virus v mušicah, teh kolikoidah, razmnoževal in da se je temu primerno toliko bolj potem okužba širila. Recimo, če je prenizka temperatura, kljub temu, da je mušica sesala kri, se ne namnoži virus v mušici dovolj do velike količine in potem mušica, ki gre naprej sesati kri na drugo žival, virusa tega ne prenese. Tako da to je en tak dejavnik, ki je zelo pomemben in se ga je treba tudi zavedati. Tako da ni nujno, veste, da bo v letu 2026 situacija tako problematična, kot je bila letos. Torej, edina res učinkovita preventiva proti bolezni modrikastega jezika je cepljenje. Cepljenje z tistim pravim tipom virusa, s tistim cepivom proti tistemu tipu virusa, ki ga pričakujemo. Letos v Evropi po vseh teh analizah epidemioloških pričakujemo, da bo 3, 4 ali pa 8. Recimo, in to je zdaj v tem trenutku najbolj sigurna zadeva, ki jo lahko napovemo. Ne vemo pa, kaj se bo dogajalo. Morda se ne bo dogajalo nič posebnega, morda bo pa tudi kakšen nov tip virusa prišel, ki niti ne računamo. Recimo, v letošnjem letu so v severu Evrope dokazali tip 12, pa na Siciliji so dokazali tip 5, ampak to ni rečeno, da se zdaj ta virus kar razširil po celotni Evropi, ampak hočem vam samo povedati, da mi do neke mere lahko predvidevamo, v večini pa ne moramo predvidevati, kako se bo vse skupaj, kaj se bo dogajalo v prihodnjem letu. Torej, država je letos pristopila k temu, da bo tudi
upeljala cepljenje proti tistim tipom virusa, ki so najbolj pričakovani. In kot sem omenil, to cepljenje je edina pametna zaščita. Zdaj pa nekaj izkušenj iz cepljenja pred približno 10 leti. Takrat je država ravno tako uvedla cepljenje in potem seveda je bilo ogromno enega polemiziranja o tem, ali cepljenje povzroča take ali drugačne gospodarske izgube. No in takrat smo na Nacionalnem veterinarskem inštitutu jasno povedali, da če so to abortusi, da če so to pogini, prosim, preko veterinarja ali pa kar sami preneste ta material, ki je te vzorce, material, ki je povezan z temi neželenimi učinki po cepljenju. Torej, podprli smo, pozvali smo tudi preko nekaterih združenj smo to pozvali, vendar, veste, govorice so bile zelo močne in jasne, mi pa v laboratoriju nismo dobili prav veliko materijala, da bi ovrgli oziroma dokazali. Lahko vam pa povem, da je bilo par primerov, ko smo pa vseeno dobili zadevo, no, in smo ugotovili, da je bil pogin večinoma zaradi pridruženih bolezni. Spomnim se enega primera ene visoko proizvodne krave mlekarce, ki je navedno poginila zaradi cepljenja, pa smo ugotovili, da je imela izredno hudo vampovo acidozo. Pa potem se spomnim recimo tudi nekaj drobnice, ko smo upravili sekcijo, da bi tudi pobrali materijale, smo ugotovili visoko stopnjo invadiranosti z paraziti. Torej, prosim, apeliram na vas, da če ni nekih dokazov, ne potem širiti dezinformacije ali pa ne širiti neke panike v laični javnosti, ker to ne škoduje, ker to zelo škoduje in ne vpliva na učinkovit boj proti bolezni modrikastega jezika. Tako da, še enkrat, bodimo optimistični za prihodnje leto. Danes smo tukaj zato, da se bomo pogovarjali tudi o učinkovitem in najbolj učinkovitem preventivnem ukrepu, se pravi o cepljenju proti bolezni modrikastega jezika, in tako bomo s skupnimi močmi lahko uspešno krmarili skozi epidemijo, ki pa ni nujno, da bo taka v 2026, kot je bila letos. Toliko za enkrat, če se bojo pa pojavila kakšna druga vprašanja, sem pa seveda na voljo za odgovore. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj vam bom pa še na kratko predstavila program cepljenja. Kot je že profesor povedal, ko je bolezen enkrat prisotna na določenem območju, je preventivno cepljenje najučinkovitejši oziroma edini ukrep za preprečevanje bolezni oziroma za izkoreninjenje. Glede na to, da kroži na našem območju čezdalje več serotipov, za katere vse tudi niso na voljo cepiva, je izkoreninjenje bolezni, ne vem, koliko je bilo še pred časom mogoče, sedaj skoraj nemogoče. Ker da bi izkoreninili bolezen, je po mnenju Evropske agencije za varnost hrane potrebnih vsaj 5 zaporednih let cepljenja, vse dovzetne populacije, pri čemer je treba doseči zelo visok nivo precepljenosti, tako da izkoreninjenje bolezni v trenutni epizodiološki situaciji ni mogoče, lahko pa učinkovito preprečujemo oziroma lajšamo bolezen. To so bili tudi glavni vzroki za odločitev glede obveznega cepljenja drobnice in goveda proti serotipom, ki se pojavljajo v Sloveniji in sosednjih državah. Pri nas, kot smo povedali, sta bila potrjena že 4 in 8, serotipa 3 še nimamo. Na srečo se je na Hrvaškem pojavil bolj proti koncu sezone, se pravi zdaj že v hladnejšem delu, tako da pri nas serotipa 3 še ni. Je pa v bližini, tako da nekako predstavlja nevarnost. Namen
kakor smo povedali, predvsem za preprečevanje škod, za lajšanje klinične slike in pa za zaščito sektorja, predvsem sektorja drobnice in govedoreje in ohranitev avtohtonih pasem. Da bi bilo cepljenje učinkovito, morajo biti živali cepljene in še v času, ki zagotavlja nastanek imunosti pred začetkom sezone aktivnosti vektorjev oziroma pred začetkom kroženja virusa. Vemo, da nekje ta čas, zdajle decembra, pa tja do konca aprila, vektorji, se pravi te krvosesne mušice, niso aktivne in v tem času tudi ni kroženja virusov, zato se ta čas lahko izrabi za zaščito živali. Pri tem je treba upoštevati tudi izbiro cepiva, število odmerkov potrebnih za aktivno zaščito je različno pri posameznih vrstah živali. In pa v letu 2026 bodo cepljenje izvajale veterinarske organizacije, se pravi katerakoli veterinarska organizacija s koncesijo za izvajanje javne veterinarske službe, ki ni plačana strani iz proračuna Republike Slovenije, se pravi, da imate rejci prosto izbiro veterinarske organizacije, ki vam bo izvedla cepljenje, ker ste tudi plačnik storitve. Cepljenje bo obvezno za vso drobnico in govedo, razen za živali, za katere se ve oziroma bojo zagotovo šle v zakol pred koncem oziroma pred izteka roka za cepljenje. Cepljenje se bo izvajalo na celotnem območju Republike Slovenije in obvezno je v letu 2026. Za nadaljnja leta se bo odločitev glede cepljenja, obveznega cepljenja sprejela pač na podlagi ocene epidemiološke situacije, tako v Sloveniji, kot tudi razvoja situacije v sosednjih državah. Kot sem povedala, nabava cepiva za namen cepljenja drobnica in govede proti serotipom 3, 4 in 8 se financira iz proračuna Republike Slovenije. Izveden je bil že javni razpis, izbrani sta bili 2 cepivi, malo čez 1 milijon odmerkov vsakega, tako da to je cepivo, ki ga zagotovi država. Samo izvedbo cepljenja, se pravi stroški veterinarja, so pa na strani rejca. Cepljenje se opravi le pri individualno označenih živali. Če živali ob cepljenju niso označene, mora rejec poskrbeti, da se jih najprej označi in registrira, šele nato se lahko izvede cepljenje. Mogoče bi tukaj samo še poudarila, da všečne številke pri drobnici mora zagotoviti rejec v skladu z novo zakonodajo. Za zagotavljanje sledljivosti cepljenih živali pa bodo podatki o izvedenih cepljenjih vneseni tudi v dosje živali in dosje gospodarstva v Volos. To bo šlo v bistvu za avtomatski prenos podatkov iz aplikacije EPI v Volos, tako kot je tudi za vse ostala cepljenja in diagnostične preiskave. Na podlagi javnega razpisa sta bili izbrani cepivi BioBoss BTV3 za serotip 3 in pa Sivazul BTV proti serotipu 4 in 8. Več o cepivih bojo potem povedali imetniki dovoljenja za promet in pa kolega z oddelka za zdravila Rinaldo Zidar. Kaj so obveznosti izvajalca dejavnosti oziroma imetnika živali? V prvi vrsti to, da mora zagotoviti, da so njegove živali cepljene proti tem serotipom. Ta namen mora naročiti cepljenje pri veterinarski organizaciji. Pač po lastni izbiri, to kot sem še rekla, to ni vezano na, ne vem, bolj poznana koncesijska območja za tista dela, ki jih naroči država in jih tudi plača. Se pravi, rejc mora v začetku leta oziroma pač glede na to, kako čredoma, kakšne živali, koliko odmerkov je potrebno, poklicati veterinarja in se dogovoriti glede izvedbe cepljenja, da bo ta opravljena v rokih
kot so predpisani. Če je potreben osvežitveni odmerek oziroma ponovno cepljenje po preteku zagotovljenega obdobja imunosti, se to prav tako izvede na zahtevo izvajalca dejavnosti. Veterinar cepljenje opravi na podlagi zahteve, se pravi klica oziroma naročila rejca. Rejca živali pred izvedbo, to je zelo pomembno, kar sem že prej povedala, morajo biti živali individualno označene. V nasprotnem primeru mora rejec prej zagotoviti označitev, šele nato veterinar izvede cepljenje. Cepiva se uporabljajo v skladu z navodili proizvajalca. Cepljenje mora biti vneseno v aplikacijo EPI, s tem so veterinarji seznanjeni in na podlagi vpisov se bo izvajal nadzor nad izvedbo cepljenja, pa tudi nad porabljenim cepivom. Postopek v EPI, to je bolj tehnična zadeva, pripravili bomo, koliko se le da, tehnično podporo, da bo tudi veterinarjem lažje. Glede pri govedu, kjer sta potrebna 2 odmerka, bo določeni nameni ločena zapisnika. Ko se bo prvi odmerek opravil, se bo avtomatsko za drugi odmerek kreiral zapisnik, kjer bo naveden datum naslednjega cepljenja in bo zapisnik postal aktiven nekaj dni pred datumom cepljenja. Ta namen cepljenja govedo drugi odmerek bo mogoče izbrati samo, če bo žival predhodno že cepljenja, se pravi živali, ki niso prejele prvega odmerka, tudi drugega ne bodo. Ker gre za masovno cepljenje in v bistvu enega po vsako žival 100% ne moramo slediti. Drugi odmerek v reji aplicira živalim ista veterinarska organizacija kot prvi odmerek, se pravi, s tem se zaključi cepljenje, zato ga mora izvajati ista ambulanta. In pri kreiranju zapisnika za drugi odmerek se tudi samodejno vpiše številka predhodnega zapisnika. To sem že povedala, da živali, ki niso dobile prvega odmerka, ne bo na zapisniku za drugi odmerek. Zapisnike za drugi odmerek bodo videle samo tiste organizacije, ki so opravile prvi odmerek. Če se cepljenje proti serotipoma 3, 4 in 8 izvede istočasno, se bo to lahko na istem zapisniku zavedlo. In v spustnem seznamu boste iz šifranta izbrali pač vrsto cepiva, serijo cepiva s tisto, s katero se je izvedlo cepljenje. Kot sem rekla, te podatki o cepivih, ki so na voljo oziroma ki se lahko uporabljajo, bodo vneseni v EPI in bo olajšalo pač pri izvedbi samega cepljenja oziroma vnosa. Ker je to zelo tehnična zadeva, bomo bolj podrobneje to določili v uporabniških navodilih EPI, s tem ste veterinarji tudi že seznanjeni, navodila bojo objavljena na spletni strani, na naši spletni strani. Če bo treba, pa lahko zorganiziramo tudi krajše pač tehnični sestanek glede uporabe EPI-ja. Glede na to, da imamo 2 cepivi, eno za serotip 3 in enega za 4 in 8, smo prosili za strokovno mnenje Nacionalni veterinarski inštitut glede sočasne uporabe, ker proizvajalci cepiv se o tem ne izrekajo. In na podlagi strokovnega mnenja sočasna uporaba cepiv proti serotipom 3 ter 4 in 8 ne vpliva na učinkovitost imunske zaščite, seveda pod pogojem, če se cepivo uporablja skladno za navodili proizvajalcev in pa splošno poznano doktrino cepljenja. Ob izvedbi cepljenja pa ni dovoljeno izvajanje drugih del po odredbi, se pravi, da bi istočasno cepili še proti vraničnem prisadu, če so to živali na antraksovih distriktih, ali izvedba tuberkulinizacije. Vse to počaka na obdobje po izvedbi cepljenja. Prijava neželenih učinkov, glede tega bojo več povedali kolegi iz oddelka za zdravila.
Če pride do neželenih učinkov, o tem je že veliko povedal profesor, veliko je bilo povedanega takrat med obveznim cepljenjem proti serotipu 4, da je veliko učinkov, prijave ni nobene, karkoli se zgodi, če zaznate neželene učinke, tako rejci, pa veterinarji oziroma preko veterinarjev, je treba neželene učinke cepiva prijaviti, ker le na tak način se lahko odreagira oziroma se dobi informacija, da nekaj s cepivom ni v redu. Roki za izvedbo, cepljenje, glede na to, kar smo povedali, mora biti zaključeno do 24. aprila 2026, da se zagotovi nastop imunosti do začetka poletja, ko je tveganje za okužbo največje oziroma ko prije do začetka kroženja virusa. Pri govedu je treba tako prvi odmerek dati do 3. aprila, zato da je še pravočasno lahko tudi drugi odmerek, ovce pa najpozneje do 24. aprila. Za koze pa veljajo roki kot za govedo, pač pri tistih cepivih, kjer mora biti shema za govedo, pri drugem cepivu pa se koze cepijo tako kot ovce, se pravi en odmerek. Kar se tiče distribucije cepiva, veterinarska organizacija v skladu z izraženim interesom za cepljenje strani izvajalcev dejavnosti, se pravi, koliko dobi naročil, približno, okvirno, glede na število obratov in pa število živali, naroči ustrezno količino cepiva pri veletrgovcu. Tukaj res prosimo pa apeliramo na vse, da si ne delajo velikih zalog ali pa svojih bank cepiva, ker na tak način lahko nekomu zmanjka oziroma nekdo ne dobi zadosti cepiva. Naročila se oddajo praviloma do petka za naslednji teden oziroma glede na interes za cepljenje, izkazan interes. Veletrgovec dostavi cepivo ambulantam v skladu z ustaljenimi distribucijskimi potmi in pa seveda mora voditi tudi evidenco naročil in pa dostav cepiva. Verjamemo, da bo kar nekaj informacij tako strani rejcev v zvezi z izvedbo cepljenja, zato bojo vse informacije na voljo na telefonski številki 114. Kar se tiče pa tehnične podpore, ta je predvsem za veterinarje, bo pa na naslovu, kot ga poznate, EPI UVH VVR GOV.si in pa na telefonski številki, na EPI številki, kjer bo kolegica Klaudija Steiner z veseljem pomagala. Toliko glede programa cepljenja, zdaj bi prosila pa Tanjo Ferenčak z oddelka za zdravila, da predstavi cepiva in pa še veletrgovce, da predstavijo vsak svoje cepivo. Hvala. Hvala za besedo. Kot je bilo že povedano, država je v okviru javnega razpisa zagotovila 2 cepivi. Prvo cepivo je cepivo BioBOS BTV3, proizvajalca Bioveta, ki nudi zaščito proti serotipu 3. In drugo cepivo, cepivo Sivazul BTV4+8, proizvajalca Siva. In predstavili bomo ključne informacije o obeh cepivih. Zdaj pa imamo tudi predstavnika dobavitelja med nami, ki vam bo predstavil cepivo Sivazul. Vkolikor imate kakšno vprašanja, še enkrat nam jih prosim napišete v klepet, pa bomo na koncu probali odgovoriti na vprašanja, v katere nismo odgovorili tekom predstavitve. Zdaj bi pa kar prosila gospoda Praprotnika, če nam lahko predstavi cepivo Sivazul. Lep pozdrav vsem skupaj. Sem Črt Praprotnik iz Animalisa. Mi zastopamo Sivo, ki je špansko podjetje, ustanovljeno leta 1941 in že 20 let tudi proizvaja vakcino proti modremu jeziku. Sivazula je bilo v bistvu prodanih že več kot 140 milijonov doz do zdaj. Sivazul, to sprav, kot so že povedali, imamo Sivazul 4+8, v vakcini sta 2 seva, registriran je za govedo in pa za ovce. Pri govedu imamo 2 aplikaciji,
v razmiku 21 dni, to se pravi prvo in pa drugo, 4 ml intramuskularno, pri ovcah pa enkratno aplikacijo, to se pravi eno aplikacijo, 2 ml subkutano. Zdaj, trajanje imunosti pri naši vakcini je določeno in traja imunost 1 leto. To se pravi, poživitveno cepljenje imamo čez 1 leto in sicer tudi pri govedu potem enkratno poživitveno dozo, tako seveda tudi pri ovcah. Pomembno je še, da vemo, kdaj pride do imunosti. Pri ovcah na Sivazul imamo imunost čez 39, to se pravi 39 dni po vakcinaciji, pri govedu pa 21 dni po drugi dozi, to se pravi 42 dni po prvi dozi. Kar se tiče koz in pa drugih živalskih vrst, ki so občutljive na virus, koze niso v navodilu in se jih cepi po kaskadnem sistemu. To se pravi drugi in mi pri kozah priporočamo 2 dozi, to se pravi vakciniramo tako kot govedo, vendar 2 ml subkutano, se pravi z razmakom 21 dni. Pri ovcah imamo študijo, da Sivazul, da lahko uporabimo, da samo z eno dozo lahko dosežemo dovolj dobro imunost, pri kozah pa v bistvu te študije ni. Isto se priporoča tudi za druge živalske vrste, če se pravi lame, alpake, karkoli boste vakcinirali. Tako kot pri drugih cepivih ni karence, a ne, na Sivazul, je pa v bistvu po kaskadnem sistemu pri kozah v bistvu imamo 1 dan karence po cepljenju, kateremkoli cepljenju. Ja. Sivazul je dostopen v 200 ml in pa 80 ml embalaži. To se pravi, imamo v eni embalaži ali 40 doz za ovce ali pa 100 doz za ovce ali pa pol manj, to se pravi 20 za govedo ali pa 50 doz za govedo. Ja. Kar se tiče stranskih učinkov, so pogosti tisti, ki so blagi, to se pravi pač reakcija na mestu iniciranja eritem, vozliček na mestu, to se pravi ti so pogosti, drugi stranski učinki so redki. Za učinkovitost cepljenja, tako kot so že drugi povedali, je predvsem pomembno, da pravočasno precepimo živali, se pravi, da so živali imune pred pojavom vektorjev, ne samo cepljene, ampak imune pred pojavom vektorjev, in pa da precepimo čim večji procent živali, čim večji procent črede. Če se to ne bo zgodilo, bomo imeli pauz, tako kot ga imajo v nekaterih drugih državah, ko več ne ločimo tudi kliničnih znakov od stranskih učinkov in imamo bolezen. V državah, kjer so to naredili pravočasno in dosti živali precepili, recimo Belgija, Nizozemska, praktično lani niso imeli izbruhov bolezni. V Belgiji mislim, da so imeli 3 primere vse skupaj lani. In največ se je cepilo ravno s Sivazulom. Mislim, da večino sem povedal, če sem še kaj pozabil, me vprašajte, pa bomo odgovorili kasneje. Najlepša hvala za to predstavitev. Mogoče pa samo še na hitro, da gremo čez najbolj ključne informacije okrog cepiv, se pravi še za cepivo BTV3. Pot vnosa je enaka kot pri 4,8, se pravi pri govedu intramuskularno, za ovce subkutano, za obe živali je doza 1 ml, za 4+8 smo pa že slišali, se pravi 4 ml za govedo in 2 ml za ovce. Kar se tiče starosti živali ob cepljenju, se pravi pri BTV3 naj bi bile živali starejše od 1 meseca, vkolikor izvirajo iz neimuniziranih mater, vkolikor so bile pa mame imunizirane, pa za govedo starejše kot 2,5 meseca in pri ovcah starejše od 3 mesecev. Začetek imunosti, se pravi, mogoče, če gremo najprej, kar se tiče ponovitev cepljenja oziroma revakcinacije za dosego imunosti, se pravi, govedo je potrebno cepiti 2-krat v razmaku 3 tednov, pri ovcah pa ni te ponovitve
in začetek imunosti je vezan na to osnovno cepljenje, se pravi za BTV3 pri govedu 3 tedne po drugi dozi, pri ovcah 3 tedne po prvi dozi oziroma edini in za BTV4+8 je pri govedu ravno tako 3 tedne po zaključku tega osnovnega cepljenja, kar pomeni 3 tedne po drugi dozi. Pri ovcah pa je treba biti tudi pozoren, ker je sicer samo ena doza, ampak je 39 dni po prvem odmerku začetek imunosti. Trajanje imunosti za BTV4+8 smo že slišali govedo in ovce 1 leto. Kar se tiče cepiva proti serotipu 3, pa je za govedo trajanje imunosti 6 mesecev, za ovce pa še ni določitve, bo pa ta predvidoma januarja. Predvideva se, da bo trajanje imunosti za ovce 1 leto, prav tako. Karence ni. Kar se tiče pa stranskih učinkov in pa farmakovigilance, ki sta povezani, se mi zdi, da je bilo pa že zelo veliko povedano. Se pravi, v največji meri se lahko izognemo pojavom stranskih oziroma neželenih učinkov tako, da cepimo zdrave živali. Treba je biti pozoren na pridružene bolezni, na infestacije s paraziti in pa, da so živali v dobrem rejnem stanju. Preprečiti je treba predvsem stresne situacije iz okolja. In farmakovigilanca je spremljanje neželenih stranskih učinkov povezanih z uporabo zdravil. Kot mislim, da so že moji predhodniki povedali, pomembno je, da se te stranske učinke prijavi. Prepoznava stranskih učinkov v prvi vrsti vezana na imetnika živali, ki opozori veterinarja ali pa mogoče veterinar ob pregledu črede in veterinar preko obrazca, ki ga najde na spletni strani, to prijavi na Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke. To je pa to, kar bi bilo iz moje strani. Hvala lepa za pozornost. Zdaj bi pa šli čez ta vprašanja, ki ste jih dali v chat. Na začetku je par vprašanj, ki bi prosila profesorja Malovrha. In sicer pojavlja se vprašanje, ko so živali že prekužene, kakšen je potem še smisel cepljenja, ali ni bolj smiselno cepiti proti novim serotipom? Ja, v bistvu vprašanje na mestu, no, ampak kadar mi govorimo o čredni imunosti ali pa populacijski imunosti, moramo vedeti, da tako kot je bilo v letošnjem letu, da nekaj živali je poginilo, nekaj živali je zbolelo s kliničnimi znaki, pa je preživelo, nekaj živali pa skoraj ni imelo zaznavnih kliničnih znakov, nekaj živali pa ni prišlo v stik z virusom, torej niso imune. Torej imamo vedno še v populaciji nekaj takih živali, ki niso zaščitene proti virusu in te so lahko problem tudi v naslednjem letu. Ampak, če imamo mi neko žival, ki je prebolela in preživela okužbo z recimo tipom 8, pa bomo šli potem cepiti, moramo to cepljenje razumeti kot poživitveno dozo. Če je razmak med okužbo in med cepljenjem prekratek, potem lahko ta protitelesa oziroma ta imunska zaščita deluje negativno na samo proizvodno ali pa na sam razvoj imunosti zaradi cepljenja. Če pa razmak med enim in drugim, to se pravi med naravno okužbo in cepljenjem, dovolj dolg, dovolj velik, potem pa mi smatramo lahko to, da je to kot poživitvena doza. Ker morate se zavedati, da vsak imunski odziv po cepljenju ali pa naravni okužbi daje imunski spomin in ta imunski spomin se potem ob ponovnem srečanju z istim tipom virusa samo aktivira in da še močnejši imunski odziv. Torej, živali, ki bodo
cepljene in so prebolele, bodo imele močnejši in bolj učinkovit imunsko zaščito proti istemu tipu virusa. Navzkrižne reaktivnosti seveda, kot vemo, ni, ne. No in če bi pa hotel, vsaj teoretično gledano, izločiti te živali, ki so naravno prekužene od tistih, ki še niso prišle v stik z virusom in jih bilo potrebno cepiti za prihodnje, so pa testi izredno dragi in se ne splačajo oziroma nima nobenega smisla in je veliko bolj enostavna zadeva, da kar vse pocepimo in dobimo tako sigurno zaščito, veste, ker če cepimo po nekem programu, potem mi vemo, kaj smo cepili in vemo, kakšen delež populacije smo precepili in mi vemo ali pa pričakujemo take, recimo, bolj ugodne rezultate, ker pa če mi ne vemo, kakšen del populacije smo precepili, eni ja, eni ne, eni so šli recimo v laboratorijske analize ali so živali imune po naravni okužbi ali ne, veste, pa se izgubi ta sledljivost. Torej, cepljenje definitivno ja in ga smatramo kot proti tistemu tipu virusa, jasno, in ga smatramo kot poživitveno dozo. Hvala. Potem je tle še nadaljevanje, ali ni v času epidemije cepljenje kontraindicirano, saj naj bi le to povzročilo mutacijo virusa? Prva zadeva je cepljenje, cepivo, ki ga uporabljamo, je inaktivirano. To je bilo danes že nekajkrat povedano, to pomeni, ta virus, ki ga ubrizgamo s cepivom, ni sposoben okužbe naprej. To je, če lahko temu tako rečemo, mrtev virus. Ne smemo tukaj mešati za atenuiran virus, to se pravi oslabljen virus, ki je zmožen okužbe. Recimo tako cepivo se je uporabljalo za cepljenje lisic proti steklini. To se pravi, ta tip cepiva ne smemo, atenuirana cepiva ne smemo mešati z inaktiviranim cepivom in tukaj pri inaktiviranih cepivih ni nobene bojazni, ni nobene možnosti, da bi ta virus ali pa ta genom se tako ali drugače spremenil in mutiral in šel naprej. Te možnosti niti v teoriji ni mogoče. Torej, delamo cepivo je varno v smislu nadaljnih cepnih okužb in tako naprej, ker virus v cepivu ni zmožen povzročiti okužbe, ker je inaktiviran. Ok, hvala. Potem je še eno vprašanje, ki se nanaša še na druga dela podredbe in sicer kakšen mora biti razmak med cepljenjem proti bolezni modrikastega jezika pa tuberkulizacijo ali pa recimo cepljenjem proti antraksu. Tuberkulizacija v bistvu ni cepljenje, ampak je vbrizgavanje tuberkulina intradermalno in je potem opazovanje neke reakcije tipa 4 preobčutljivosti, torej če se je žival že srečala z antigeni bakterije tuberkuloze. To je druga zgodba. Ampak poskušajmo z zadnjim cepljenjem in nekim novim posegom, kjer je imunski sistem tako ali drugače udeležen, zagotoviti čim daljše obdobje. To pomeni, da imunski sistem se ukvarja nekaj časa z cepivom in antigeni iz cepiva in potem, če mi dodamo recimo v roku enega tedna ali pa 2 tednov spet neko novo nalogo imunskemu sistemu, je lahko potem tisti prvi del, za kar smo se odločili kot imunizacijo, slabši. Zato predlagam, da poskušamo najmanj 3 ali celo več tednov po cepljenju imunski sistem zaposliti z nekimi drugimi aplikacijami, ki so vezane na njegovo delovanje. Torej, tudi ostala cepljenja, recimo, poskušamo najmanj 3 tedne, še boljše pa je, če sistem omogoča, da je to še daljše obdobje od zadnjega cepljenja, tako da se imunski sistem že nekoliko umiri, da se imunost ustvari in da ne vpliva, da ne izmuči živali, kot je recimo po cepljenju, da je ne izmuči in bi potem seveda ta naslednji poseg, kjer sodeluje imunski sistem, bil v temu primerno slabši.
Potem je bil še eden glede imunosti, in sicer je bilo omenjeno vmes, da je, se pravi vprašanje, kaj pomeni 6 mesecev imunosti proti BTV3, ali to pomeni, da bomo morali cepljenje izvajati 2-krat letno? 6 mesecev imunosti pomeni dajmo reči v narekovajih, neko birokratsko mejo, ki jo mora proizvajalec cepiva v to dokumentacijo vložiti. Cepljenje sigurno daje imunost. Če gledamo spet na populacijo, je en mali delež živali, ki zelo, zelo dobro odgovori na to, neki mali delež živali odgovori nekoliko slabše. Večina živali je pa še po 6 mesecih imuna. Kaj je tisto merilo, da govorimo o imunosti? Je prisotnost protiteles v krvi in ostalih telesnih tekočinah. Ampak to je samo dokaz, da je žival se srečala z cepivom oziroma z divjim tipom virusa, pozabljamo pa na prisotnost imunskega spomina. Tako da imunost je lahko, ne glede na to, da govorimo o 6 mesecih, veliko daljša, vendar ta marker, kot so protitelesa, počasi izginjajo do tiste mere, da potem proizvajalec cepiva, zato da je na varni strani, reče najmanj 6 mesecev. Izkušnje kažejo, da smo pri tistih indikatorskih živalih, ki jih imamo v Sloveniji, ko spremljamo morebitno kroženje virusa v populaciji, da imamo živali tudi 14 ali pa 16 mesecev stare, pa še vedno lahko dokažemo protitelesa, ki niso izvora zaradi cepljenja ali pa niso ta protitelesa izvora zaradi okužbe z divjim tipom virusa, ampak enostavno je to tisto, kar je mama dala, to se pravi maternalna protitelesa. No in da se majčkeno mogoče oddaljimo od tega osnovnega vprašanja, pri prežvekovalcih mama ne daje intrauterino, to se pravi preko placente protiteles, če je mama imuna, ampak mama daje potem učinkovito zaščito, če je mladiček potem dobil v ustreznem času po porodu kolostrum. Torej, bodite previdni, da govedo in drobnica dobi ustrezno količino kolostruma, kadar s kolostrumom pa dobi potem tisto prvo zaščito, specifično zaščito tudi mladiček, in potem imamo recimo lahko tudi pol leta ali pa več zaščitenega mladička. To se pravi, na to treba biti pozoren, pa da se vrnem nazaj na teh pol leta, torej bodite kar brez skrbi, da tudi če je pol leta imunosti, po tem, ko se bo izvajalo cepljenje, bomo še vedno na varni strani, zaradi tega, ker bomo že v času po cepljenju in pol leta bomo že v času, ko se aktivnost vektorjev zmanjšuje, pa že v uvodu sem povedal, da morda v naslednje leto ne bo tako zelo ugodno za to, da se bo virus razmnoževal v vektorju in da se bo bolezen tako širila. Tako da v bistvu ta skrb v tem trenutku za ta arbitraren podatek 6 mesecev imunosti je čisto odveč. Mogoče bi jaz tule sem dodala, to je pri cepivu za serotip 3, ko so v bistvu bolj nova cepiva kot 4+8. Glede na situacijo v letu 2023, ko se je prvič pojavil, pa zakrožil gor Nemčija, Belgija, so začeli razvijati tudi oziroma so naredili cepiva. Problem je bil, da mogoče tisti, ko trgujete z govedom oziroma z drobnico, veste, da je bilo kar nekaj težav, zaradi tega, ker takrat cepiva, ker so bila v bistvu nova, niso imela določenega trajanja imunosti, kar je eden od pogojev za certificiranje, za trgovanje med državami članicami. In večina držav ali pa veliko držav, med njimi tudi mi, nismo potrdili odstopanj, da lahko take živali pridejo k nam, ker pomeni, da ne izpolnjujejo vseh pogojev za trgovanje. In v bistvu je ta proizvajalec cepiva garantira vsaj 6 mesecev imunosti, to ima bolj aplikacijo na trgovanje. Recimo, če bo potekla imunost oziroma pol leta od tega, recimo ne boste mogli prodati živali pa dobiti certifikata, da je cepljena, zaradi tega, ker ne bo več v obdobju imunosti. Na samo imunost pa tako, kot je profesor povedal.
In to ne pomeni, da je treba dvakrat cepiti. Hvala profesorju Malovrfu, pa kolegici Jedrt. Zdaj pa mogoče vprašanje še, če je z nami predstavnik dobavitelja cepiva, in sicer je tukaj eno vprašanje, zdaj kako bo z dobavo cepiva, to mislim, da je bilo že povedano, kaj pa s kalom cepiva? Če ne, bomo na to vam naknadno odgovorili. Kdo nosi odgovornost v primeru dokazanih stranskih učinkov? Kaj potem? To je tudi vprašanje zdaj v bistvu te farmakovigilance, tako da to bomo pripravili pisno, se pravi odgovore, in jih bomo tudi vam posredovali. Zdaj pa še nekaj splošnih, ali se lahko cepijo brez živali? Mislim, da je bilo to že tudi povedano, da glede na specifikacijo proizvajalca ni omejitve za breje živali. Ker cepljenje je obvezno za govedo in drobnico, se pravi tudi pomeni, da se lahko torej, da se morajo obvezno cepiti tudi breje živali. Koliko je abortusov pri cepljenju? Glede na specifikacije cepiva, mislim, da je abortus kot en zelo redek stranski učinek. Potem je bilo vprašanje glede začetka cepljenja, predvideno je v začetku januarja 2026. Se lahko cepljenje odloži, vsaj do konca jaritev pri kozah, torej da se jih ne cepi pred aprilom. Zdaj, kot ste slišali, treba cepljenje opraviti najkasneje do 24. aprila, se pravi, preden se začne to obdobje aktivnosti vektorjev. Ali bo rejcem zagotovljen seznam in cenik veterinarskih organizacij s koncesijo, da se lažje odločijo? Nekega seznama ne bo, cenika tudi ne, tako da rejci se pač za storitev obrnejo na svojega veterinarja in se potem z njim dogovorijo. Pa potem še, torej pitancev in telic, ki bodo šli v mesecu marcu ali do 21. aprila v klavnico, se ne bo rabilo cepiti? Ne. To je ta odstop, se pravi za te živali, za katere se dokazano ve, da bodo šle v zakol, za te cepljenje ni obvezno. Potem je bilo pa še eno vprašanje glede zmanjševanja kolonij invazivnih insektov in pa kaj pa polivanje živali, kot smo imeli letos proti mušici, je smiselno ali ne. To so vse ukrepi, se pravi biovarnostni ukrepi, ki sigurno vplivajo na to, da se zmanjša možnost vnosa in pa potem širjenja bolezni znotraj populacije živali. Tako da s tem sigurno lahko zmanjšamo. Je pa kljub temu cepljenje edini učinkovit ukrep potem, da preprečimo bolezen, ko je enkrat prisotna. Mogoče Jerca, če bi še ti tukaj kaj dodala? Pa ni kaj za dodati, saj si povedala. Zdaj še eno se pojavilo vprašanje, v koliko času po odprtju cepiva je le to potrebno porabiti? To mislim, da piše v navodilih proizvajalca cepiva. Kolikšnem nabavili smo cepivo tudi v različnih telih dozah. Glih zaradi tega pač se tudi naroči glede na velikosti reje ali pa tako, glede na povpraševanje, no, zato da bilo tegale kala, ali kako se temu reče, čim manj. Pol je pa še vprašanje, kdo bo odgovoren, koliko rejci ne pokličejo v roku. Odgovornost je na rejcu živali. Rejc mora pravočasno poklicati veterinarja in se z njim dogovoriti, kdaj oziroma kako cepiti, da bo v bistvu v roku cepljeno, ne. Je pa odgovornost, da naroči cepljenje na rejcu živali. Cepiti se začne z novim letom.
Program cepljenja naj bi se začel v bistvu v začetku januarja, cepivo je že na voljo oziroma cepivo je že tukaj, tako da čim prej. Na koncu zdaj še vprašanje, kakšne so sankcije, če rejec ne cepi živali. Gre za to, da gre v tem primeru za opustitev obveznosti, se pravi za obveznost, ki jo je treba opraviti, in če tega ne naredite, bo se o tem odločal v upravno-inšpekcijskem postopku, kjer je pa potem lahko kot ukrep, kot lahko upravni ali pa tudi prekrškovni. To je stvar potem inšpekcije. Ste pa sigurno v prekršku. Kako se odločiti, s katerim cepivom cepiti? Načeloma sta na voljo dve cepivi, ki jih je zagotovila država. Zdaj, cepi se lahko s cepivi, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji. Program pa določa, da morajo biti cepljene proti serotipom 3, 4 in 8. Če bo ali če ima tudi drugo cepivo dovoljenje za promet, pa ustreza, mislim, oziroma je proti 3, 4 in 8, ki se lahko tudi s tistim cepivom. Ampak stroški tistega cepiva pač nosi rejec. Država je nabavila cepivi, ki sta bili predstavljeni v okviru javnega razpisa. Pa še eno vprašanje, ali bodo veterinarske organizacije sposobne v ustreznem roku opraviti cepljenje vseh živali? Mislim, da to je v bistvu pa vprašanje za, mislim, da zbornico oziroma same veterinarske organizacije. Jaz mislim, da če se bodo rejci pa veterinarji ustrezno dogovorili, pa mislim, da ne bi smeli biti problema, da bodo to cepljenje lahko opravili, tako kot so ga tudi takrat tisto leta 2015. Ja, program cepljenja pa določa, da je cepljenje proti serotipom 3, 4 in 8 obvezno v letu 2026. Zdaj pa mogoče, če ni več vprašanj ali pa če smo na kakšna tudi spregledali, bomo odgovorili naknadno. Tudi na 114 ste že slišali, bodo neke informacije, ki jih boste lahko prejeli. In pa za veterinarje bomo dali posebna navodila. Vsi boste imeli na voljo tudi na spletni strani program cepljenja, pa javno objavljene dokumente. Bi se pa zdaj zahvalila kolegicam z uprave za organizacijo in izvedbo izobraževanja, pa profesorju Malovrhu z Nacionalnega veterinarskega inštituta in pa seveda predstavniku dobavitelja, gospodu Praprotniku. Pa mogoče kar povzamemo, da ja, veliko smo slišali o odgovornosti. Res je primarna odgovornost je na rejcu, da zagotovi dobrobit in zdravje svojih živali. Je pa tudi na veterinarju, da skomunicira primerno z rejcem in pač pride in se izvede to cepljenje. Je pa tudi organizacija in pa seveda odgovornost na državi, ki je priskrbela cepiva in bo poskrbela tudi za nadzor. Tako da na nas vseh je odgovornost v bistvu in s primernim dialogom, sodelovanjem sem prepričana, da lahko izpeljemo to. Seveda težave zagotovo se bodo pojavile kakšne, je pa to primeren začetek, rečemo temu mirnega leta in upam, da uspešnega prihodnjega leta, da se nam ne zgodi več nekaj takega, kot se nam je letos.
Bi pa dala še besedo predsedniku veterinarske zbornice, morda odgovori na nekatera vprašanja in pa morda za zaključek pove kakšno misel. Hvala. Hvala lepa, lep dober dan vsem rejcem, uradnim veterinarjem, vam iz generalne uprave in kolegicam in kolegom. Veliko dela nas čaka. Ko ste prej spraševali, če smo veterinarske organizacije sposobne v ustreznem roku upraviti cepljenje vseh živali. Seveda smo sposobne. To sploh ni dvoma. Sam prosim, če nas bo poklicala polovica lastnikov živali od 1. do 4. aprila, pa tega verjetno ne bomo sposobni upraviti. Zato je treba za to akcijo začeti takoj. In prosim, odgovornost je tokrat malo večja na rejcih kot pa na nas. Mi imamo sicer 2 roki pa 24 ur in če bomo prepozno dobili preveliko število prijav, bomo imeli problem pri izvajanju. Drugače pa vsem vse dobro, pa gremo se boriti naprej. Hvala lepa.